Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubiteljice in ljubitelji domačega nogometa Lige Telemach. Odpiramo drugi krog našega državnega prvenstva na Fazaneriji v Murski Soboti. Torej pred nami obračun med Muro in Olimpijo, dvema našima, bomo rekli, tradicionalnima kluboma, tudi nekdanja prvaka, ki sta med seboj že odigrala tudi 73 prvoligaških dvobojev, ne glede na nekatere težave, ki so se zgrnile v določenih obdobjih, tako nad Muro kot nad Olimpijo. Zdaj znova že nekaj časa, seveda znova med elito, in resnično si danes obetamo dobre nogometne predstave. Krasen studio je že za nami, tematsko izjemno bogat, marsikaj smo že izvedeli, zdaj pa nas jasno zanima, kako bosta ekipi delovali na sijajno pripravljeni travnati površini. Eno pa so tudi danes Ljubljančani sestavili močno zasedbo za tole gostovanje na Fazaneriji. 5 minut igre je za nami, za zdaj še brez kakršnekoli nevarnosti na eni ali drugi strani. Tole Čuni, ki poizkuša, še eden od teh olimpijnih novincev. Tole je zdaj nekoliko nevarnejši napad Olimpije. Mitrovski je sam pred vrati in kakšna priložnost je bila to za Ljubljančane. Za tega marljivega nogometaša, tokrat ob desni outčrti. Tole je poizkus Predložka, ki ste ga tule videli. Njegovi fantje se bodo morali pozabavati tudi z realizacijo proti Ljubljančanom, kajti tole je zdaj priložnost in ravno v tem trenutku, ko sem govoril o tem, se je zgodilo. Mura v lanski sezoni ni zabila nobenega zadetka Olimpiji, no zdaj pa v 12. minuti za vodstvo z 1-0. Čakš je bil tam najvišji v skoku. Zanimivo bo videti tale ponovljen posnetek, tudi Vidovšek v reakciji ni bil pretirano odločen. Predložek z desne strani, prva nevarnost pred Olimpijinim golom. Tule poglejmo še enkrat tole podajo, potem pa je Čakš preskočil oba svoja čuvaja, Korošec je vknjižil asistenco, Vidovšek je ostal nekje vmes, šel iz vrat, pa potem ni šel do konca. Rističa je tule preskočil na koncu Čakš in izkoristil seveda svojo telesno moč, predvsem pa višino, in žogo poslal v Olimpijino mrežo. Pendra ob Mitrovskemu. Mitrovski neposreden strel, Fermišek odbija. Še so prišli Ljubljančani do žoge, potem pa Dofo. Proleta Korošec. Lepo za Butiča. Pazljiv je bil nekoliko Butič pri sprejemu. Dofo, veliko prostora zdaj za Kojiča. Kojič znova 1-1 s Proleto. Kojič strelja in potem od Čunija žoga v gol out. Res, da je v Murski Soboti danes zelo vroče. Butič je zdaj povlekel, priložnost za Muro morda. Butič strelja! Prečko je zadev Butič. Na podoben način je v Celju že v drugi minuti stresel mrežo aktualnih prvakov, pa je bil zadetek potem razveljavljen zaradi ofsajda, ker je nekdo od njegovih soigralcev stal pred vratarjem in mu zakrival pogled. Glede na to, da gre za prosti strel Olimpije, Muraši zdaj še ne bodo menjali in bodo počakali na naslednjo prekinitev. Prevzema zdaj vlogo podajalca po odhodu Mitrovskega na klop Marko Brest. Brest z ostro podajo. Kojič je tule poizkusil z glavo. Brest. Tole zdaj priložnost za Olimpijo. Še je lahko nevarno. Diga, strelja. Potem pa odbijajo Muraši v kot. Branilca bo poslal v igro Mitja Mrec. Korošec je zdaj krenil pred Olimpijin kazenski prostor, priložnost za Aščiča. Aščič, na koncu pa je malo zmanjkalo, potem ko se je atraktivno. Če se je zdaj še poškodoval
nekoliko resneje Kojić, potem so to dodatne težave za Olimpijo. Bruno Lorenzo daleč, Fer Mišek je tole uspel obraniti. Ena nevarnejših situacij Olimpije v tem. Za zmago, tudi vaša individualna predstava je s tribune izgledala fantastično. Kako ste vi videli tekmo, kaj je odločilo? Pa dobro, mislim da smo opet odigrali jako dobru utakmicu, kao i protiv Celja. Pokazali smo da možemo, mada bi ja rekao da nismo još ništa značajno napravili. Ovo je tek druga utakmica, ok, vidi se neka euforija i to, opet smo odigrali, pa mogu reći dobar prvi polčas, ali u drugom se vidi da fali nam još nekakvog iskustva, još neke veće malo dinamike da bi mirnije priveli utakmicu kraju. I mislim da moramo se jednostavno dizati iz utakmice u utakmicu i ovo je tek početak sezone, ok, dobro smo krenuli, ali to ništa ne znači. Mi moramo na ovom se i dalje graditi. Ima tu još dosta stvari koje moramo ispraviti da bi bili baš prava ekipa, kakva mislim da možemo biti. Omenili ste euforijo, vemo, v Murski Soboti so navijači hitro na nogah. Dober začetek sezone vam lahko da še dodatno samozavest tudi za to, da bodo navijači še bolj podpirali. Zdaj pride že prekmurski derbi, hitro se odvija vse skupaj. Pa jasno, mislim, vidjeli ste i danas, mislim, navijači ne možete prevariti. Jednostavno vidi se naše htjenje da ginemo za svaku loptu i to su navijači prepoznali. Mislim da smo u Celju isto pokazali, mislim da smo u Celju čak pokazali puno više igre i puno više nogometnog, ok, sad smo malo i trpili na kraju, ali kažem, sve je to sastavni dio. Nekad se i ovako trebaju dobiti utakmice, ali kažem, trebamo samo nadograđivati ovo i mislim da ove sezone možemo ispisati jednu jako lijepu priču. Najlepša hvala. Zahteven začetek sezone, zagotovo ste si želeli povsem drugače že po prvi tekmi, zdaj drugi poraz. Kako ste danes videli tekmo? Nekaj je bilo te posesti, ampak zdi se, da premalo storite na polovici nasprotnika. Ja, težko je komentirati zdaj po tekmi, ko sem še razgret. Reč ne bom kaj preveč rekel, ampak nismo bili dosti konkretni v napadu. Mislim, da smo imeli veliko več situacij kot oni. Oni so, mislim, v prvem polčasu enkrat prišli v 16 metrov, zadeli gol. Mi pač nismo bili konkretni dovolj in to je vse, kar trenutno pripravljamo mislim. Šli ste k navijačem že v drugem krogu, kakšne besede so bile izmenjane, kaj so vam sporočili? Pa mislim, da so zelo potrpežljivi, da so skozi nami, čeprav ne zgledamo najboljši na igrišču. Tako da oni živijo za ta klub, mislim, moramo tudi nekaj od njih naučiti in enostavno več pokazati naslednjo tekmo. Kaj dodati, kaj je potrebno spremeniti? Vem, da so začetki sezone takšni, da težko zdaj hitro date neko oceno, ampak je pa potrebno hitro odreagirati. Vemo, kakšen klub je Olimpija, kaj se pričakuje. Sigurno, pričakuje se zmaga vsak teden. Enostavno moramo pokazati več nogometi, da novo priložnost naslednji teden ali pa še prej. Tako da to moramo izkoristiti. Najlepša hvala. Za zmago, zelo pomembno zmago. Videli smo, kaj je pomeni vse to navijačem. Vemo, niz proti Olimpiji je bil negativen, ampak vi se zagotovo s preteklostjo niste ukvarjali, se pa ukvarjate s sedanjostjo. Kaj reči danes po tej predstavi Mure, ki je bila zelo ekipna, seveda se da še marsikaj dodati pri nekih kvalitetnih napadih, ampak da se pa graditi na temu. Ja, zdaj po zmagi nekaj kritizirati ne bi bilo prav, ampak zdaj za samo igro nisem zadovoljen. Zadovoljen sem pa z pristopom, z energijo, z borbo. Fantje so šli na glavo in v nogometu je tako, da te to potem tudi nekako nagradi. Še enkrat, dokazali smo, da lahko boljše in moramo biti boljše, ampak vseeno, kako ste sami povedali, Prekmurci, Murini navijači cenijo predvsem to, da daš vse od sebe in to smo danes dali in hvala navijačem, da so nam tudi oni s tribun dali to prepotrebno energijo. Povsem drugače je bilo v napadu kot na tekmi prvega kroga, ste pa znali danes trpeti, predvsem v obrambi. Olimpija do resne situacije ni prišla, čeprav je imela žogo v svoji posesti. Koliko vas zadovoljuje to, da ste ohranili čisto mrežo, pa da praktično niste dopustili neke priložnosti? Ja, seveda je vedno zelo pomembno, če je nula, bom rekel, od zadaj, tako da, kako ste rekli, nekih pravih priložnosti niso imeli. Mi smo se dobro pripravili, vedeli smo, da iščejo to, bom rekel, globino, da igrajo zelo direktno, zelo vertikalno in tukaj so fantje zelo dobro odreagirali. Pretekmo se omenil, da moramo biti dobri na drugih žogah, tukaj ni bilo vedno najboljše, ampak vseeno, kar me predvsem zmotilo,
ko smo mi imeli žoge, smo delali preveč tehničnih napak, premalo prepoznavanja prostorov, premalo odkrivanja in ja, tukaj moramo biti boljši. V prejšnji sezoni je manjkala samozavest, ta se zdaj zdi se vrača, ni pa tudi bilo toliko dolge klopi, zdaj se zdi, da ste z nekim skautingom, sodelovanjem z Reko zadeli, da tudi klop postaja daljša in najverjetneje vam bo to še olajšalo delo v naslednjih tednih. Ja, seveda, vsi fantje, ki so danes bili v kadru, lahko kandidirajo za prvo enajsterico in lepo je, če trener ima, bom rekel, na klopi igralce, ki osvežijo igro, ki dajo ta neki dodatno energijo, dodaten pritisk in mislim, da je to se danes pokazalo. Je pa tako, da moramo še vedno pol dost, bom rekel, rotirati, da nimamo 1-1 zamenjavo. Tukaj iščemo še neke ukrepitev, ampak vseeno. Vredo je tudi, da fantje lahko igrajo več pozicij in videli smo, da Aljaža smo imeli na 6, potem je igral na 10, da Kenan igra 10, vemo, da je on klasičen napadalec. Tako da ja, nekako skušamo improvizirati, najti najboljše rešitve. Se pa strinjam, da tudi to sodelovanje z Reko nam zelo pomaga, da videli ste sami, da fantje imajo potencial, imajo kvaliteto in jaz sem prepričan, da se bodo z časom samo dvigali. Samo še to prekmurski El Clasico je naslednji izziv, tam najverjetneje nekega motiva, tako kot danes, ne bo potrebno iskati. Je pa to priložnost, da se še nadgradi ta prva 2 kroga. Ja, sigurno. Pred tekmo so govorili, da žreb nam ni naklonjen, zaenkrat kaže dobro. 2 tekmi, 4 točke, jaz upam, da bo šlo tako naprej. Jaz upam, da bo invazija Sobočancev v Lendavu, da bo več črno-belih kot modrih v Lendavi in mi bomo spet poskušali se izboljšati, kako sem že rekel, to, kar smo omenili in biti boljši, predvsem pa spet za to energijo, z borbenostjo, s pristopom priti do željenega rezultata. Čestitke za zmago in srečno. Hvala lepa. Začetek sezone, kot si ga niti približno niste želeli, Olimpije ni v Evropi, zato so tudi navijači pričakovali nabiranje točk. Zagotovo ste si tega želeli tudi vi. Kaj je danes šlo narobe na Fazaneriji? Ja, začetek iz nočne more, moram reči, ne damo gol. Mislim, da smo jim prvo tekmo in drugo tekmo imelo več od igre, več strelov, več posesti, vsa statistika, razen tista najpomembnejša bila na naši strani. Morate mi vi popraviti, če se motim, mislim, da je prvi resnejši napad. Mislim, ne moram reči, da je bila to niti priložnost za Muro in iz tega so dosegli edini zadetek. Tako da izgleda, da so neki črni oblaki res nad Olimpijo v tem trenutku, ampak naše, jaz imam občutek, da igralci še vedno verjamejo, jaz verjamem in treba delati naprej in si zaslužiti, da se to obrne, ker res včasih se ti zdi neverjetno, 20 minut praktično samo mi igramo iz prve, ne bom rekel, niti priložnosti dobimo zadetek, tako da težko verjameš, ampak očitno moramo skozi to. Ja, omenili ste ta nek mini krč, da ste bili pri posesti, ampak se je pa v prvem polčasu videlo, da je fante šokiral ta prejeti zadetek, oba osrednja zvezdna sta se nekako kar vlekla nazaj na osrednje branilce, tako da ste imeli težavo pri kreaciji igre, tu najverjetneje tudi nek manjko v igranosti, vemo, da je Dofo prišel naknadno, tu se bo še ideja zagotovo razvijala. Ja, vse nam je Dovo, se mi zdi, prav prišel, vse sem imel občutek, da smo imeli več stabilnosti, ogromno nekih drugih žog pobrali, ampak res je manjkala ideja v napadu, pa res po njihovem zadetku so se tudi oni povlekli nazaj, tako da ni bilo lahko, seveda pa ni bilo to dovolj dobro, sigurno ne. Zdaj z tribune se vedno gleda na prvi žogi kvaliteta, na drugi žogi je predvsem voljni moment. Imate fante v ekipi, ki so pokazali kvaliteto. Danes se je zdel tudi morda na kakšni drugi žogi, da so si Muraši tudi za voljo tega, kar so govorila pred tekmo, za voljo navijačev po tistem doseženem zadetku, včasih želeli malenkost več, kako morda še dodatno sprovocirati te vaše igralce, ki imajo individualno kakovost, da pridejo tudi na ta nivo nekega dojemanja voljnega momenta. Mislim, da to je osnova in jaz na treningu imam občutek, da oni želijo. To danes mislim, da nobenemu ne moramo očitati, da ni želel. Pa nekatere stvari pa morajo biti boljše od naših ofenzivnih igralcev. Pričakujem, da bomo bolj nevarni. To danes zopet nažalost nismo bili. Kako se boste zdaj lotili novega tedna? Ja, prvo moramo malo zadihati, glave so vroče, noben od nas ni zadovoljen. Ne morem pa reči enkrat, da si kdo od fantov ni želel, ampak enostavno trenutno ne moramo zadeti, to je največji problem. Najlepše.